v vsakem primeru je prvič ta afera Patria izjemno zanimiva za slovensko politično zgodovino, predvsem zato, ker nekako postavlja vprašanje, kako lahko, bomo rekel, neki ločeni dogodki, dejanski ali pa ponoma inscenirani, v bistvu vplivajo na volilni izid. Mi seveda ne bomo nikoli zanesljivo vedeli, ali je bil izid volitev leta 2008 takšen, kot je bil, zaradi Patrije. Je pa nesporno to, kar tudi seveda ugotavlja avtor v svoji knjigi, da je ta tema vsekakor zaznamovala potem celotno kampanjo in da seveda so stvari tekle zaradi Patrije drugače, kot bi tekle sicer. Druga zadeva, ki se mi zdi tukaj zanimiva ob zgodbi o Patriji, je to neke vrste precedenčna zgodba o globalizaciji politike v slovenskih okvirih. Tisto, kar nekako razlikuje to zgodbo o Patriji, kot tudi mislim, da dosti smiselno avtor knjige ugotavlja, je prisotnost tega mednarodnega elementa oziroma prisotnost tujca. Ta učinek tujca je pred 100 leti že so dobro poznal sociolog Georg Simmel, ki je v bistvu ugotavljal, da seveda ima tujec v odnosu do skupnosti vedno lahko neko posebno vlogo, kajti tujec seveda je dojet kot tisti, ki je nepristranski, tisti, ki je nevtralen, tisti, ki je objektiven, zato ker je pač tujec. Vendar, malo sem potem seveda v te stvari podvomil, ko sem izvedel za en tak lep prizor, ko se eden od slovenskih raziskovalcev, znan slovenski profesor, toliko da ne objema z ravno to vrstno tujo recenzentko, ki naj bi seveda napisala objektivno, nepristransko mnenje, seveda, ker so pač bili stari prijatelji. Tretja zadeva, ki je seveda vredna omembe, je to, da je na nek način Patriji vredno tudi zato pisati, ker se zgodba očitno še naprej odvija. Zdaj imamo tu tako rekoč obtožni predlog, in zdaj jaz bi seveda vzel ta obtožni predlog, bom rekel, načeloma kot neko čisto resno obliko pravnega reševanja te zadeve, če ne bi bilo pač spet nekih motečih elementov ob tem, recimo, kot je dejstvo, da se dokument oziroma navedbe iz dokumenta prej pojavijo v medijih, kot pa pridejo do obtožencev, da se pojavi zadeva spet zanimivo, tik pred lokalnimi volitvami, in da spet nekako ni videti kakšnih tehtnih argumentov, vsaj ne v tem, kar je do zdaj prikapljalo v medije. Meni je danes v narekovajih seveda malo žal, da tukaj ni akterjev, kot so Rok Praprotnik, Dejan Karba, Borut Mekina, ki so aktivno vsak, bi rekel, po svojem trudu in moči se trudili, kdo bo čim bolj medijsko potunkal Janeza Janšo. Seveda bi pa rad začel od začetka. Glavni Patrin zastavonoša, če se tako izrazim, v tem poročanju o začetku medijske afere, pokrivanja medijske afere, bil Blas Gaga, ki je tega novinarja finskega Magnusa Berglunda sam vozil po Sloveniji, sam preskrboval sogovornike, tudi verjetno mu sam polagal kakšne besede v usta. Gospodu Mekinu smo letos imeli eno tako zasebno korespondenco, bo vam verjetno gospod Mekina, ko boste ga vprašali, sam potrdil. Mekina pač pokriva to afero za tednik Mladina in jaz, ko sem že pisal knjigo, sem v bistvu Mekino vprašal, kako lahko trdi, da ta lobistična korespondenca, pa naj gre za elektronska sporočila, naj gre za zapisnike teh sestankov, ki so jih imeli ti lobisti, kako to lahko predstavlja kakšne ključne dokaze, kronske dokaze, in on mi je odvrnil na moj zasebni mail, da to seveda niso nikakršni kronski dokazi, verjetno gre le za določene fragmente, potem pa Mladina, mislim, da se je pisal 12. februar 2010, objavi na naslovnici, objavi obremenilni finski dokazi. Se pravi, bil sem neposredna priča v najni komunikaciji, dojel, da gre za čisto novinarsko diskreditacijo, ko novinar misli eno, piše pa drugo. In v tej knjigi je ta moment tudi naveden in kaže v bistvu na to, bi rekel, zelo pristransko, če ne celo zahrbtno novinarsko početje.